Glede na to, da ste tudi filmski kritik, verjetno tudi velik ljubitelj filma na splošno, kaj svetujete naslednjemu direktorju, tako čist prijateljsko, oziroma Jelki Strgel, morda direktorici Filmskega sklada? Ja, mislim, jaz pač želim, da bo pač čim boljše organiziral festival. To pomeni, da bo v bistvu pravočasno imel jasen program, da bo potem lahko pravočasno pripravil vse materijale, vse, kar pač nekako paše v tem festivalu zraven. Dejstvo je to, da to je vse en drugačen tip festivala, kot so drugi filmski festivali pač po Sloveniji, ki se v bistvu ukvarjajo z predvajanjem že narejenih filmov, za ki je jasno, da so že narejeni, da so filmske kopije na voljo in tako naprej. Tukaj pa oziroma pa festival slovenskega filma gre dostikrat za tudi še neke filme ali pa projekte, ki v času pojave ali pa v tem času, ko se vse skupaj že začnejo govoriti okoli festivala, še niso finalizirani in je potem tudi veliko te neke nervoze, tako na strani ustvarjalcev, tudi na strani organizatorjev, a se bo to vse v pravem momentu išlo. Recimo leta nazaj se spomnim, so kakšni filmi tudi odpadali, so bili pravni zapleti, recimo tudi mi smo imeli tega praktično, nismo imeli nobenih zapletov, samo en film je v bistvu bila neka angleška verzija, nam je slovenska predvajana. Tako da v bistvu čim prej se lotiti pač tega dela, to je najbolj tak enostaven nasvet. Po drugi strani pa jasno, vsej v smislu tega, kako sklad funkcionira, jaz nisem imel nobenih zapletov. Razen to je, da v bistvu jasno, mislim, pač jaz delam v privatnem podjetju in v bistvu operativnost v privatnem podjetju je taka, da če se pač neka zadeva lahko zgodi v naslednji uri ali pa v naslednjih 2 urah, se to lahko zgodi. Čim pa stopaš v stik, rečemo privaten sektor, če stopi v stik z javnim sektorjem ali pa recimo tem konkretnem primeru z skladom, se pa potem v bistvu tam zadeve pogosto, krat so se pač upočasnile ali pa veste, mislim, tam se zmenja z nekim izvajalcem, da bo pač neki dobil plačan na ta pa ta dan, pa potem, veste, pa se to zamuja, pa tako naprej, veste, to potem na nek način v bistvu so pač neki taki zapleti, ki so v bistvu zaradi pač te operativne narave, kako se zadeve zdaj postavljane. Jaz niti ne bi zdaj to neki problematiziral vse skupaj, pač mi smo se pač odločili, ampak odločili smo se na podlagi tega, ker so se drugi pač odločili, da ne bi zadeve laufale tako, kot so. Mogoče so mislili, da mi to želimo delati naprej, pa samo malo špekuliramo, da bi, ne vem, mogoče radi stržili neke boljše pogoje, ampak v nekem smislu je pa naša pozicija bila, da je na nek način to, da smo se to lotili narediti, v nekem smislu je bila že naša dobra volja, in da v bistvu zdaj tisto, kar smo povedali, da bi bilo dejansko dobro izboljšati ali pa želeli, da se izboljša, smo to resno mislili, in okoliko pač ni bilo odziva na drugi strani, to nas ni, ne vem, koliko to vznemirjali, nismo se bili pripravljeni zdaj okoli tega poganjati pa zaganjati vse skupaj, da bi neke boljše pogoje dosegali, ampak smo potem enostavno rekli, če jih pa pač to ne zanima na ta način, potem pa najbrž in mi že nismo toliko interesantni, oziroma si mislili, da lahko drug pač tudi isto dobro naredi in v bistvu ne vidimo niti nobenega problema, niti nobenega konflikta. Kaj, če festivala letos ne bo? Ne, to mislim, festival sigurno bo, se zdaj nek faktor, kdo je direktor, a sem to jaz, a nekdo drug, to ni neka velika stvar. Verjamem, da v naslednjih 2 mesecih, a pa 3 bojo sigurno nekoga dobili in ni to, mislim, tako končno, to že ni, da zaradi tega bi zadeva odpadla. To je v bistvu dejansko stvar sklada, da to zagotovi in proračun je za to zagotovljen in vse so, zdaj festival, mislim, da že 2 leti ali 3 leta je zdaj že nazaj v Portorožu, in v bistvu to ne vidim kot sploh kot opcija. Hvala lepa. Hvala tudi vam.